Prijazno pozdravljeni in iskreno dobrodošli, dragi naši prijatelji. Srce in moč duha sta tisto, kar naredita govornika in pisca. In danes z veseljem pozdravljam vse vas, dragi naši gledalci, cenjene gledalke, prav zaradi tega, ker imam v svoji družbi dva gosta, ki sta mi dragocena. Dragocena zato, ker je njuna odprtost in srčnost usmerjena v naravo, v sočloveka, predvsem pa v gore. In za tisti začetek prepoznanja naše današnje oddaje in pa tudi naše energije, dovolite, da vam najprej preberem pesem iz pesniške zbirke Tukaj, tam, onkraj. Nikoli ne reci. Nikoli ne reci, gora, odhajam, ne vrnem se več. Nikoli ne odnašaj s seboj v ravnino stvari, ki sta jih delila skupaj. Redkega zraka, dotikov, prostora in časa ter sle po soncu. V ravnini boš postal lahek plen, tistim, s katerimi gora ni nikoli delila stvari. Ko te bodo oplenili, bo konec približevanj. Zato nikoli ne reci, gora, odhajam. Dobrodošel, Jože Zupan, in iskren pozdrav v naši družbi. Hvala. Jože Zupan je človek, ki je predan v življenju goram. Je alpinist, je seveda tudi, takole bomo rekli, pesnik, kot smo slišali, kajti tale pesem iz njegove pesniške zbirke nam je že kar označila njegove sledi, njegove izraze, ki jih skozi življenje takole odprto čuti in pa tudi zapiše. Je tudi inštruktor za gorske vodnike bil v Nepalu, vsekakor pa je legenda v tistem izrazu mnogih preplezanih plezalnih poti skupaj seveda takole v navezi, ki je tudi nekaj posebnega. Jože ali Juš, zakaj je takšno ime, ta prizvok tvojega imena Juš? Odkot? To je pa brat iz čiste hudobije, pa iz Afrikancije. V mladih letih smo si dajali neke nadimke, take smešne ali pa malo žaljive. In v naših koncih je bilo za Jožeta, tako kot mi je ime, nadimki Juzl, Joško, Juš, Jodl. In potem se mi je ta nadimek prijel nekako. No, tako, to je zanimivo in našim gledalcem naj povem seveda, da sva z Jožetom v navezi, če tako rečem, že kar dlje časa v skupnem sodelovanju, zato se lahko danes tudi tikava. Imamo še pa drugo posebno gostjo, to je pa gospo Suzano Felicijan Bratož. Lepo dobrodošla, Suzana, in iskren pozdrav. Ja, tudi vam. Tudi Suzanine sledi so takole prepoznane v izrazu delovanja v kulturi, v športu. Se tudi njene sledi čutijo marsikje in veseli smo, da tudi lahko sodelujemo v izrazu planinstva, raznih drugih usmeritev življenja in tudi zaradi tega se lahko Suzano danes tikava. Suzana je tudi planinska vodnica v Planinskem društvu Vransko, tudi v tej občini takole odprto deluje in širi tisto lepoto življenja med ljudi. Vsekakor pa je njeno druženje tisto, kar vedno prinese neko veselje, neko sprostitev. Danes pa v naših popotniških razglednicah, ko bomo kasneje povedali, kam pravzaprav odhajamo, Suzana bo spet prikazana ena posebna pot. Mene pa najprej zanima, kaj te sploh privabi oziroma navduši, da se odločiš za neko potovanje ali pa za spoznavanje sveta? Mislim, da to je že v človeku, ne, da ga vleče, mogoče nek avanturizem, pustolovstvo, želja po odkrivanju novega. In
verjetno so destinacije, ki bi me malo bolj zanimale kot druge. Ta, ki smo se jo lani lotili, je bila že med tistimi, ki sem jih imela več let nekje na črtu. Ja, sanje se vedno uresničijo takrat, ko so iskrene, ko ima človek zaupanje vase, to je osnovno, kaj ne vedno, da se upamo potem stopiti naprej v neko neznano obliko življenja, ki je potem bogatstvo, ko to doživimo. Takole, Jože, ti pa si doživel v svojem življenju kar veliko kamnitih ležišč, če tako rečem, kaj ne? In tako v Andih, v domačih gorah, tudi v Himalaji, recimo, a ne, bil si v tej veličastni odpravi leta 1979 na Everest po zahodnem grebenu, mladenič, star 25 let, in me zanima, kaj ti je od takrat ostalo najbolj v tistem občutku tega doživetja takrat? Zdaj, vsa potovanja, kar sem jih imel tudi, kaj pa vem, tudi bližnja ali zelo oddaljena, daljna potovanja, če bi vzel pod en skupni imenovalec, sta najprej dve stvari. Strašno velike razdalje, veličina, velikost in pa majhnost v primerjavi s sabo in pa z svetom, kjer si. Lahko rečem, majhno v velikem, pa veliko v malem. Takrat, ko se znajdeš nekje v enem čisto novem svetu, po pravici povedano, včasih dobiš občutek, da si že bil tam. Da ni nobene takšne razlike, recimo med naravo, svetom in vsem skupaj. Tako da nisem bil nikoli kaj posebno šokiran, ko sem prišel nekam. Bi lahko rekel celo tako, da sem prišel domov. Ja, verjetno širina tvojega duha je tista, a ne, ki se je odzvala takole potem sproščeno na neko novo vsebino okrog tebe, okolja in vsega. In tale Himalaja, ne, o kateri sedaj malce govoriva, res veličastno, najvišje gorstvo na svetu, je gotovo ti pustila tudi nek pečat, zaupanje, moč, in če takole povem našim gledalcem, da si bil potem še leta 1981 v odpravi na Daulagiri, potem čez 2 leti na Gauri Šankarju, a ne, prvenstvena smer po južni steni. Se kaj spominjaš tega Gauri Šankarja? Kaj se ti je takrat najbolj takole zdelo naporno, zahtevno takrat? Zdaj, pri Gauri Šankarju je bilo značilno to, da smo plezali prvenstveno smer, se pravi, da smo bili tam prvi pa prvič, da se je ta stena splezala. Potem pa tudi so bili fantje z odseka, ki še niso imeli izkušenj z plezanjem v visokih gorah, sem bil jaz edini z temi izkušnjami in je neverjetno lepo se odprava je šla. Prišli smo na vrh brez kakšnih posledic posebnih in lepa izkušnja. Pa ti si bil potem na vse zadnje njim nek steber, čeprav razumem, a ne, glede na njihove izkušnje. Ja, mislim, da sem kar dosti te energije in pa veselja do dejavnosti sem nekako usadil med fante in mislim, da je bilo kar dosti tega. Ja. No in potem tudi leta 1990 na Nanga Parbat, a ne, posebna tvoja naveza pa je bil legendarni Franček Knez. Tu je pa toliko smeri in toliko vsega, da imamo premalo časa, da bi lahko vse našteli, pa morda samo en tvoj dotik tega občutka s Frančkom. Ja, če navežem nazaj na tisto, na ta duh potovanj, Franček Knez je to, kadar smo se znašla res nekje daleč, ali pa v kakih takih okoliščinah, je tako imel navado, da me je vedno prijel tlele za nadlaht, pa rekel, Joško, pa se midva smo tukaj že bila. Ne?
Tako. Pogumno, spodbudno. Tako nekako, ja. Pa nista bila v tistem smislu, a ne, že prepoznanja, ampak Ne. sta se obnašala, kot da to gre. Da gre, ja. In ste naredila res izvrstne smeri in tudi kar poklon vsemu temu, kaj ne, Jože. No, življenje takole teče vedno po nekih svojih vsakdanjih nalogah in pa dragoceni so nam potem res vsi tisti izrazi, ki nas obogatijo. In tudi danes bomo obogateni mi in naši gledalci z nekim posebnim izrazom. Suzana, kam bomo skupaj odšli, pa zakaj bomo šli tja pravzaprav? V Kirgizijo oziroma Kirgizistan, uradno Kirgiška republika, zato, ker imamo radi gore, naravo. To nas je navdušilo, zaradi tega smo se odpravili na to pot. In kako bi opisala to deželo takole za začetek, ki je leži recimo, pa kaj jo najbolj označuje kot prepoznavno deželo? Ja, nahaja se v centralni Aziji, to je del bivše Sovjetske zveze. Do leta 91, avgusta 91, so se osamosvojili. Drugače pa muslimanska dežela, kar 80% približno prebivalcev je muslimanov, to so suniti. Nomadska dežela, večina prebivalstva se ukvarja z kmetijstvom, pravi kmetijska, in poleg tega so nomadi, čez poletje odpeljejo živino v hribe in tam živijo v jurtah. Še kaj je bilo vprašanje? Pač, kje leži, smo rekli, da je centralna država Azija, v Srednji Aziji, meji takole Kitajska. Ja, na vzhodu meji na Kitajsko, na severu na Kazahstan, na zahodu Uzbekistan in proti jugu Tadžikistan. No in kako pa je pravzaprav se pričelo tole vaše potovanje, Jože? Saj je bilo treba kaj pripraviti ali ste lahko šli kar s praznimi nahrbtniki na pot? Ja, jaz takrat čisti slučaj je bil, no. Da prijateljica Alenka je načrtovala potovanje vsako leto nekam in ne vem kako smo se to pogovarjali in sem se pridružil. Alenki in Suzani, tako da smo zdaj neka trojka taka. Ja. Dobra naveza, kaj ne? Odlična. No in recimo, po dolgem času najbrž si se zopet odpravil nekam v svet, ne? To je bila nova izkušnja zopet. Si imel kakšno tremo ali pa... Po pravici povedan sem imel. Nekako je s časoma je recimo se težko spravil do doma, čistko. Nek utečen ritem, malo rutine, pa to je treba kar malo prekiniti s tem in potem, ko se gre, je pa stvar čist druga. In takrat je človek vesel, ko odrine od doma, da se odloči. Ko pomahamo domačim. Najprej seveda, verjetno ste leteli z avionom. Do kam ste se pripeljali? Ja, iz Brnika preko Istanbula do Biškeka, to je glavno mesto Kirgizije. Ja, od tam pa potem naprej z džipi, z avtobusom, minibusom. In tudi tale Biškek, glavno mesto, a ne, kar milijonsko skoraj mesto, vas je lahko kaj pozdravilo v tem izrazu, da ste imeli čas se zadržati tam ali ste kar hiteli naprej? Za to mesto res nismo imeli časa, ne? Mi smo dopoldne prileteli in šli na hiter en sprehod, tako da smo iz avtobusa videli par teh njihovih spomenikov in še tudi ostankov z prejšnjih časov, iz socializma. Mislim, da smo šli mimo parlamenta, ampak to je bilo vse na hitro iz avtobusa, eno manjše kosilce, tudi bolj na hitro. In potem na dolgo pot proti Kočkorju, ker smo zvečer imeli prvo nočitev, ampak to je vse 300 km stran, tako da razdalje so velike, vozili smo se veliko, ceste pa niso najboljše, ne. Za Biškek pravijo, da je zelo zeleno mesto. Ste opazili to, da ima veliko parkov?
verjetno, ampak bila je strašna vročina, ko smo mi prileteli, mislim, da je bilo tam okrog 37 stopinj in smo res tudi zaradi tega hiteli ven iz mesta na hladnejše, kar pa je tudi res bilo v Kočkorju, na tam približno 1700 metrov nadmorske višine, je bil čisto drug zrak. In tam ste potem pričeli s hojo, čeprav razumem, ali ste se še vozili? Mi smo tam prespali prvo noč, naslednji dan se je pa začel trekking in sicer s konji 2 dni. Jože se je pa odločil za drugo pot in je šel sam, se je ločil od nas za 2 dni, no, potem smo se pa spet srečali. In Jože, kakšen tempo pa si imel, da si ti te svoje konje, ki so bili pred tabo, lahko spremljal, ali si jih prehitel mogoče? Ker si kar hiter. Mislim, da nisem bil hiter. Nekje v povprečju sem hodil z ostalimi. Sem bil pa kar vesel, ker tam proti 4000 metrov se že pozna tudi pomanjkanje kisika oziroma tlak, in ko prideš prvi dan ali pa drugi dan na to višino, v resnici povedano, po pravici povedano, vsak čuti že, da je malo više in eni to priznajo, drugi pa ne priznajo. In pravzaprav je to tisti prvi stik, je vedno tisto, ko moraš malo potrpeti za aklimatizacijo in tako naprej, in potem je 2-3 dni, bili pa smo tu, veliko časa smo preživeli na 3000 metrov. Čeprav se prepeleš na to višino, in potem od 3 naprej do 4, tudi smo šli 3x-4-krat. V glavnem se da v povprečju kar lepo hoditi tako. Ni treba, ne vem, se kuk naprezati. Tako je kar optimalno za hoditi tudi. Kaj pa recimo kakšne deroče reke, gotovo so bile, ki se vijajo iz teh belih vrhov, konj jo lažje prehodi, kako si jo pa ti? Ja, smo kar bredli, ne, Suzana. Zelo mrzle so, tam po 4-5 stopinj, ali pa še manj. No, tule vidimo. Ja. Kar tako je pustolovsko, ja. Osvežitev, vsekakor. Ne, in tudi tale von po borovcih, ker baje, da je dosti borovcev okrog in okrog, napolni nekako pljuča in potem ima človek še več volje, veselja. Kaj pa konji? So bili zadovoljni z vami, Suzana? Ja, konji so zelo potrpežljivi. Nam je bilo rečeno, da ni potrebno znanje jahanja vnaprej, ne, in imeli smo res tudi domačine, dobre skrbnike, oni so v bistvu rojeni v sedlu, ne, lahko tako rečemo, prispodobno. Tako da ni bilo nobenih težav. Je pa res, da si čut malo, no, tudi adrenalin je bil predvsem pri spustu navzdol, se na fotografijah se ne vidi, da so bili to takšni prepadni spusti, ampak so kar bili, ne, tako da moram reči, da vsaj za sebe, ampak tudi mislim, da pri drugih prav vseeno nam ni bilo, ne. Bili smo kar visoko v sedlu, niso bili to neki majhni, nizki konji, ne, niso bili polni. Ja, in konji so tudi nepredvidljivi, saj ne veš, kaj se mu bo porodilo. Ampak čutiš pa ves čas to sožitje teh njihovih domačinov s konjem, da so oni kot eno dihajo in se res dobro poznajo. Čez reko pa tudi niso šli tako enostavno, ne, mislim, imajo oni tudi svoje občutke. Ja, tako, ne, da jih verjetno tudi ni malo hladno. In kateri del tamkajšnjega gorovja ste takole prehodili v tem sklopu vašega potovanja po Kirgiziji? To je bilo v deželi Narin, zdaj prav točno gorovje ne bi rekla, mi smo prišli po 2 dneh do jezera Songkul. To je vse še v tej deželi Narin, ki je nekje severni del Kirgizije. In takole tiste gore geološko so kar dokaj mlade še, a ne? Imajo, kot sta že povedala, kar zahtevne izraze. Kaj je tisto, kar je treba najbolj paziti, ne, pri tej hoji po teh gorah? Strmina, tla ali kaj, kakšna plezalna smer tudi kje vmes ali bolj hoja? Jože. Zdaj, mi smo hodili tle, v bistvu so te poti speljane tudi za konje, posod smo tam hodili, kjer so lahko tudi konji, oziroma na koncu, ko smo šli do Ledenika,
je bilo to že malo bolj planinsko, drugače pa to za pohodnike narejeno. Je kamnina precej drugačna kot pri nas. Dolomit, granit in je dosti malo krušljivo, vendar je na poteh je en tak zelo droben pesek, ki pa zna pri spustih biti kar precej nevaren, kar spolzko. Kar se pa plezanja tiče, je pa izredno razvito oziroma obludeno v tem delu na vzhodu, ob Kitajski, Tien Shan, to je znano gorovje, kjer so tudi naši fantje že preplezali ogromno prvenstvenih smeri. To je mimogrede nebeško gorovje, Tako, kaj ne se Tien prevede. Shan. Tukaj so, mislim, da 10-20 let nazaj so vsako leto hodili fantje plezati. Zelo znana destinacija za alpiniste. No in kar 65% vsega ozemlja pokriva to nebeško gorovje, ne, je zapisano, ne. In so te kaj zasrbeli prsti? Absolutno. Ampak tle, recimo, dokodr smo mi prišli, tam 400-500 do ledenikov, ta del ni bil za plezati. To so bili ledeniki, kjer so bili seraki noter, tudi v stenah samih ni bilo opaziti, da bi bilo kje možno potegniti kakšno smer. Pogovarjal sem se tudi z domačini, z vodniki in so tudi rekli, da ni pogojev za plezati. Ne. To je potem v Tien Shanu že potem nad 5000 metrov, kjer se pač ustali to, da se ne topi čez dan. Prav videli se v steni te grape velike, kjer je potem, ko se je sneg topil, ko je voda tekla dol, pa plazovi. Tako da v tem delu ni bilo nekih takih destinacij plezalskih. Boš naslednjič, a ne, si izbral mogoče višje področje. Upajmo. Saj je najvišji vrh 7439, a ne, na splošno pa je povprečna nadmorska višina kar 2750 metrov, to ni malo in delovati na taki nadmorski višini, kot si že prej omenil, zahteva več napora, da se človek privadi in tudi potem Absolutno. moč je drugačna, ne? Nisi imel težave z višino. Kaj pa Suzana? Ja, Jože je tukaj bil izven kategorije, moram reči, ne, ker so samo pa poznala njegove dolgoletne izkušnje in himalaizem. Ja, meni ni bilo tako enostavno. Jaz sem bila prvič na taki višini, na 4000 metrih. Se je šlo, ampak počasi. Tudi počasi se daleč pride, pravijo. Kaj pa kakšna višinska bolezen pa ni bila prisotna? Ne. Slabost? Meni se je zdelo mogoče, ampak sem se bolj tako držala nazaj in šla še bolj počasi, ker si nisem želela, da bi mi res kaj preprečilo. Želela sem si priti na to sedlo 4000 metrov visoko. To je bila najvišja točka? Ja, 4100, ne, Jože je šel še 100 metrov više, ne, ker je bilo premalo zanj. Lepo. In potem takole hoja, spanje, ste vedno spali v šotorih ali so kakšne vmesne točke? Prvi teden smo spali v jurtah, ker smo tudi cel teden bili na poti od te nočitve prve v Kočkorju, potem 7 dni je šlo iz ene doline v drugo dolino, ne, lahko rečem. Potem pa zadnje dni pa v šotoru, ja. In kako izgleda spanje v jurtah, Jože? Ti si vajen, ko smo že prej rekli, kamnitih postelj. Tu je narejen cel sistem za turizem, tako da te jurte so izredno dobro opremljene. Vidimo to sedaj. To je to. Ja. To je miza za kosilo. A miza je to? Ja, ni postelj, in na njej so dobrote, ki so nas običajno pričakale pred kosilom. Potem so pa še prinesli glavne jedi. Tu so potem postelje z jogi in odejami. Če pa priješ v to jurto v domačinov, je pa čist druga pesem. Kakšna pa? To je pa lesen,
leseno ležišče, vse dosti bolj skromno, čeprav imajo tudi domačini zdaj dogovor, da sodelujejo z temi turističnimi organizacijami, da tudi ponudijo turistom ležišče pa hrano njihovo. Vendar je to dosti bolj skromno, kot tam, ko je narejen samo za turiste. Imajo tudi peči, da se da ogrevati, ker temperatura je včasih tam okrog 0 po noči. Nažalost pa ponekod kurijo z premogom. In to strašansko smrdi in težek zrak je potem v jurtah. Je pa v bistvu redko, ki sem doživel, da je v bistvu tako, da si tukaj čisto v naravi, recimo to je ponovadi ob kakih jezerih ali pa rekah, na tabu so hribi, teti pašniki, si čist zunaj, čist si nekje res v enem takem elementarnem svetu. Pod zvezdami, pod jasnim nebom, mir, tišina. Popolno. Tudi tle je izredno malo ljudi še zaenkrat, turistov, tudi domačinov, vse so, ampak jih tudi ni tako na ne vem koliko. Ne. Samota, taka lepa samota. Domačini pravzaprav poletje pridejo na pašnike Tako. živino, in potem rečejo kar dolina pastirjev tudi nekaterim področjem. Pa potem oni ste lahko tudi spoznali, recimo predelujejo mleko ali kaj podobnega ali izključno pasajo samo živali? Smo imeli tudi to možnost poskusiti kobilje mleko, ki mis rečejo. Drugače njihovih izdelkov niti ne tako. V bistvu vse neko tradicionalna hrana je, ne? In to smo tudi v dolini večkrat poskusili in v hribih. Pač neke jedi, ne vem, manti so kot neki taki cmoki polnjeni, potem je šašluk, ne? Šašlik, je kot eni ražniči, ampak iz mletega mesa. Ni nek velik asortiman hrane, ne? To je krompir, riž, malo mesa, ne veliko, ker pač ni teh skrin pa hladilnikov pa tako naprej. Skromna hrana, ampak čisto okusna, naješ se, v dolini do zelenjave, tudi pa sadja, v hribih je pa seveda drugače. Od mesa jagnetina, ne? Jagnetina prevladuje in pa govedina. V dolini smo imeli to možnost, to je bilo to najlepše v Karakonumu. Smo imeli na vrtu marelice in sploh, ko smo se vozili ob teh drevesih polnih marelic, to kar pri nas že par let ne vidiš zaradi zmrzali, ne, in je tam bilo zelo. Ampak takole smo videli kar celo naselje teh jurte. To namenoma postavijo To je za turiste, za turiste. Ni kar tako Pravijo, da je tudi vsako leto nekaj novega dodano. Se približujejo turizmu vedno bliže, ne, in mi to vemo, ne, da ni nujno, da turizem prinese samo dobre stvari, ne. Gotovo ne. Sicer Si ga zelo želijo, zaenkrat je še to pohodniški turizem, to je, bi rekel, ta skupina teh pohodnikov, to so še v bistvu zelo nezahtevni. V bistvu bolj mladina in tako naprej. Zaenkrat, če ni tistih zahtev, ker potem ti normativi, ko pridejo te skupine teh turistov, množičnega turizma, to so potem ne vem kaj vse, od prehrane do kaj se vem, toalete, ono, tretje. Potem pa se v bistvu dežela kot taka začne uničevati na nek način. To se lahko zelo vidi in ti tudi veš, a ne? Zdaj se bo tle tudi začelo, to je dejstvo. Neizogibno. Neizogibno. Ampak zaenkrat zdaj pa še ni te ponudbe, so normativi še zelo majhni, oziroma niti jih še ni, in hodijo tisti, ki jim je prvi tisti duh po nekih bolj elementarnih potovanjih ali pa nekaj takega.
ta stik z naravo, pa Tako, ta preprostost. Pa z ljudmi, ljudje so zaenkrat še popolnoma redko kiše začutiš, da te je en človek, ko prideš nekam vesel. Preprosto vesel te je. Ne? Ja, kaj pa ti tle delaš? Ne? Fajn, da si prišel, ne? Recimo. To nikjer ne doživiš več. Ne? To je lep in poln občutek, gotovo. Smo pa vseeno začutili tam, kjer je bilo že malo bolj turistično, so bili tudi odnosi že bolj hladni. Ne? Ja. Pristnost in tista odkritosrčnost in srčnost se je recimo v enih bolj oddaljenih predelih, kjer še res ni toliko turistov, bolj čutljeno. Ja, tam pravijo, da prepoznajo človeka kot denarnico. Do denarnice smo pa kar hladni, a ne? Ali pa zelo vroči, da jemljemo iz nje tisto, kar želimo in potrebujemo. No in te lepote, a ne, Kirgizije so znane že iz teh časov, ko je tu potekala ta pot, svilna ta pot, ko so trgovali, in se poznajo še kakšne sledi te poti? So kje še kakšne označbe ali ste lahko to srečali? Ja, en karavanseraj smo si ogledali. Karavanseraj so bile v bistvu prenočišča za trgovce. In to v dolini Tašerabat. Tam smo potem tudi prespali v jurtah malce naprej od tega. Bil je novejši, no, ta karavanseraj, v 18. stoletju zgrajen, zato je tudi še tako dobro ohranjen. Kaj več pa nismo, ne? Tole... Lani v Uzbekistanu je bilo dosti več ljudi, ker ta del je bil popoln, mislim, zelo odročen od vseh teh takratnih povezav, ker je Tien Shan je zapiral to pot na Kitajsko in je bilo čez Tien Shan zelo težko priti. Ostale dežele so pa imele že dosti več povezav, tako da tukaj ni bilo veliko sledi te poti svilne. So pa bili tle do teh dežel je prišel Aleksander Veliki, Marko Polo je tu potoval tudi tle nekje po tej svilni cesti. Nekaj je sledi, ampak ne tukaj, kot v ostalih deželah. Seveda, to se izgubi, pa na vse zadnje sedaj ni več potrebe, vse je drugače postavljeno. Me zanima, ste imeli tudi lokalnega vodnika zraven? Ali ste... V bistvu ja, so te lokalni vodniki bili tudi v osebi šoferja in vodnika in tako, smo bili ves čas z domačini nekako. Pa oni potem, kako se sporazumevate, kaj govorijo? Angleščino? Ja, največ rusko, ne angleščina, niti ne rusko. Naša vodička je pa dobro govorila rusko, pa še ena udeleženka med nami tudi. Tako da ni bilo težav s komunikacijo. Na roke se pa tudi kaj zmeniš, ne, Jože? Vse. In tudi recimo komunikacija, ruščina je pač nam blizu, slovanski jezik. Če se malo potrudiš, pa če vzpostaviš en tak odnos z človekom, pač 3-4 besede spregovoriš, pa najdeš, ena je že prava ali pa približna. Tako da se da pogovoriti. No. Seveda, takrat, ko si v neki situaciji, se vsak reši na takšen ali drugačen način, ne? Pravijo pa, da je veliko vrelcev tam toplih. A je to res? Ste se srečali s kakšnim? Ja, smo se. Ko smo prišli iz zadnjega 4000 dol, kar 6-7 ur hoje je bilo, je tako pasal en vroči vrelec, ampak to se na fotografijah se bi mogoče videlo. Ne vem, če bo prepoznavno, ker si to najbrž nihče ne misli, da so to toplice. To je v bistvu kot ta miza, velik jašek s toplo vodo. Vročo, tam nekih 37-38 stopinj. Pred vstopom se malo poliješ z mrzlo vodo, tako da se malo očistiš, se namakaš, 15 minut in potem naprej. Pa to se zelo prileže, gotovo. Zelo, po 7 urah hoje, zelo. In tudi tista sprostitev potem gotovo nekako še bolj razveseli duha, ki je bil visoko. Tako. Ali pa najvišje, Suzana, do sedaj. Ja, pa to, ja. Kako visoko je bil pa Jožetov duh že v njegovem življenju, najvišje? Prav fizično, drugače niso meje.
Ja, tam okrog 8000. Še enkrat toliko. In občutki takrat, se spominja še tega? Bolj težki ali so bili? To je zdaj tako, recimo, iz te distance govoriti o takrat, kak je bilo, ali pa tudi, ko si enkrat v dolini, to so v bistvu ena taka čutenje, kot je, kaj sem, v eni muski, takrat, ko jo poslušaš, ali pa eno pesem, ko prebereš, ali pa en pogovor, ki je samo takrat, pa ga ni več, to zgine. Ne? Tega ne moreš obdržati v sebi za ves čas. To je takšen visok občutek, ne? Veličasten. Je, ali pa tudi žalosten po svoje lahko. Tudi v bistvu zaradi naporov ali pa situacij, nevarnosti pa tako naprej, ti ne moreš tam doživeti neke ekstaze, nečesa, kje si. Komplicirana stvar je, no, tako. Težko doreči, kaj to sploh je, mislim. Ja, mi si težko to predstavljamo. Gotovo pa so to neke izkušnje, ki veliko prinesejo vsakemu, ki ima to možnost in sposobnost. Ker na vse zadnje za vsak visok cilj je potreben velik napor. Kaj ne, Jože? Ja, je tako, ja. Je tako. No, mi še kar potujemo po tej naši lepi deželi in takole imajo tam tudi gotovo kaj zavarovana območja naravna. Ali ste to opazili? Ja, smo bili tudi v narodnih parkih, ne, in geološko, ja, tale Skaska, ne, ker povejte, tele kamnine, kako Jože je ljubitelj in zbiratelj kamenjev. Ja, pa jih nisi sabo lahko prinesel. Ni prepovedano, te niso dali v kakšno temnico. Ja, skoraj bi šel. No, skoraj bi šel. No, malo je piskalo tam na letališču. Zdaj po tem rentgenu takoj vidijo, da kaj imaš v hrbtniku. Takoj so rekli, kamni, rusko, ne? Tako, ja, kamni. Zdaj tako, če bi imel fosilu tle bi nastradal, ne, tle bi bilo narobe. Ali pa kakšne poldrage kamne, potem absolutno ne. To so pa navadni kamni, ampak lepi, ko ne vem kaj, ne. Sem jih imel 3 kile, pa me takoj spravijo tam en prostor, kjer to pol analizirajo, pa ko te malo masirajo, pa to, pa pridem nazaj s tisto vrečo, pa ta ženska carinik, kaj je bila, pa kak je to zdaj, ne, mislim, kaj ti bodo? Kaj ga lomte, ne, ja? Kaj komplicirate. Pa sem jaz rekel v rusko, Slovenija njet kamni njet, ni jedan kamen, ni. On tako gleda, kako njet kamni, to ni mogoče, ne. Pa sem se pa nasmeja, rekla, begaj. No in razloži nam, daj se, da je mogoče malo te kamne, kakšna sestavina je, ali kaj te je prevzelo? Prva stvar, ko je, barvasti so, barvni. Od rdeče do zelene, take smaragdon zelene, modre, črne, čist črn. Imaš recimo en kamen, ko je po 4-5 barv noter. Tako bi en tudi moderni umetnik napacal tako na sliko. Lepi so, izredno zanimivi. Potem so tudi tle v tem parku, ko smo bili geološkem, so pa oblike take divje, recimo, to so skale, ko eni kipi, recimo po 20-30 metrov visoki, pa imaš recimo postavo ženske, konja, vse lahko vidiš. Kitajski zid. Ja. Domišljij, pustiš prosto pot, ne? A to so naravno se tako nanosi. Na sliki recimo vidite ravno te barve, teh kamnin. Ja, lepe barve so. In kaj boš sedaj, Jože, s temi kamni? Jih imaš razstavljene, imaš zbirko? Imam. Ti veliki še imaš v drugje, verjetno tudi, kaj ne? Imam doma to razstavljeno, mislim doma tam, kjer živim.
Tudi jaz se lahko po kaj pohvalim. In imam celo kamen z vrha Everesta, ki ga je takrat prinesel Nejc Zaplotnik, ko ste bili tam leta 1979 in ima častno mesto v mojem stanovanju tudi, tako da lepa dragocenost. No in tale narava, ko je takole potem vi občudujete tam, pozabite potem na tiste težave, ki so, ampak se prepustite lepotam. Suzana, kaj vas je najbolj prevzelo, poleg seveda tega, ki ga vidimo? Pa, ne vem, barve so bile res čudovite. In na vsakem predelu, kaj pa vem, 10 kilometrov, pa spet čist drugače, ne? Tako kot si bilo to, te peskasti nanosi, ne? Potem visoke gore, pa čez noč je zasnežilo, ali pa v eni uri je dolini, kjer smo bili mi, je še dež padal, na vrhu je pa padal nov svež sneg, ne? In potem tiste barve, ko posije sonce. Barve so tle res. Pa jezera, ne? Jezera pa vse so bila smaragna, ne? Jezera na 3000 metrih, ne? To so bila vsa, ne? To nekje. Reke. Kelsulu smo se s čolnički, na to pa že turizem prinaša, ne? Da so že gumenjaki gor in imaš možnost se voziti z čolnom po jezeru, ki je dolgo tam nekje 10 kilometrov. Kaj pa ta biotska raznovrstnost? Ste lahko tudi kaj opazovali, ne vem, kakšne posebne cvetove, ali je to bolj travnato področje? Planike, Matrina dušica, rman. Ampak planike rastejo kot plevel, to so bile cela pobočja bela od planik, ne? To me je presenetilo, ne? Ker sem pač mislila, da so samo v naših Alpah. Šipek. Podobno kot pri nas potem. Pa se mi zdi, da Bodeča neža. Više kot smo šli, več je bilo raznovrstnega cvetja in bolj intenzivnih barv. Ja, to je bila dobrodošlica za vas, pridite. So ti gozdovi, smreke, samo smreke so, nobenega druga drevesa ni. Tudi borovni, listovcev sploh ne. Smreke so pa take suličaste, kratke veje. Spet drugačne. Kako pa je s pitno vodo, smo ravno videli, jo imajo na tem področju, ker je kar neka težava, ne, pri odlaganju teh jedrskih odpadkov pred časom tudi na tem področju. V času Sovjetske zveze so tu veliko odlagali na prostosti, ne, od neke jame in zaradi tega je kar ogroženost vode. Se to čuti? Verjetno se tam ugibajo, mi nismo imeli s tem nobene izkušnje. V glavnem smo pili vodo iz plastenk, ne, mislim, Ste sabo prinesli, domačini pa verjetno. Tudi privoščili, ne, pri nekih izvirih, da si spil, tam si nekako, nobeden ni imel težav, da bi vedeli. Ne? Je pa zelo malo sledi še od teh časov, ko so bili Rusi. Drugače so pa zelo navezani ljudje na Ruse, ker so jim prinesli pač ta tehnološki razvoj, industrijo, 150 let nazaj so prišli in to niso kolonizirali tako, kot recimo zahodnjaki. Prišli so nenasilno, šolstvo so jim uredili, prej ni bilo šolstva, potem pa pač malo industrije in tako naprej in so jih sprejeli kar v redu. So jim pomagali, a ne? Pri nekem napredku pa širitvi znanja. Ni bilo nobenih teh zavor pa to in tako da potem, ko je razpadla Sovjetska zveza, jim ni dobro. Ker so še vedno navezani na Rusijo, hodijo delati. Ogromno ljudi dela iz Centralne Azije v Rusiji. Tudi tako nekateri živijo potem tam in jim ni tole zdaj, ni jim v redu, no, zaradi te vojne in tako naprej. Ja, seveda se marsikaj spremeni potem, ne, in tudi takole potem se moraš prilagoditi vsem spremembam. Samo vreme smo že malce prej omenili, kako dež, sneg, to celinsko vreme vam je delalo kakšne posebne težave? Imeli smo kar precej sreče, ne? Vsakič, ko smo turo zaključili, si je začelo deževati. Mislim, ne vsakič, ampak kadar že, smo mi srečno prej prišli do... Ne bi bilo lani veliko slabše, lani so ogromno dežja imeli vsak dan. Ja. Narasle reke, ko so obregli, je bilo kar nevarno. Mi smo bili pa v bistvu zelo
Zelo dobro smo prišli skozi. Koliko dni pa ste pravzaprav hodili? Hodili 10 Strnjeno dni. nismo, mislim, 10 dni. Tako. Ampak to ni bilo nikoli strnjeno, da bi, mogoče 2 dni 2 hoje, dni. 3, pa Pa potem en dan smo vožnja, se predstavljali ja. vožnje. Kaj pa živali? Ste srečali kakšno žival? Svišče. Svizce. Pravijo, da je tudi snežni leopard značilen Ja, tega za nismo to videli. področje. Zelo redek je. Redek seveda, ampak svizci Poleg so vas pa... Udomačenih živali svizci verjetno najbolj so nas res spremljali na vsakem koraku. Iz avtobusa ali pa, ko smo mimo njih hodili. No in takšna jezera, ledeniška so to jezera, Ja. ne? Aha, to je pa vidimo ga. veverico. Ja, ta veverica je pa Jože je rezal klobaso in veverica se je tam Tišno. okrog smukala. No, lepo, lepo. No, tole vidimo, kako Jože. Takšna popestritev je potem prijazna. Kakšna živalca, da pride. Ja, drugače je mačk, je bilo tudi kar precej pa kuškov, ne? In to tako gor na jurtah, kot pa tudi v dolini. Kužki imajo pa naša imena, Reksi, Lajka, ruski. Kaj pa takšne spremembe, recimo plazovi zemeljski, potem kakšni potresi pa to, ker tam je kar razgibano to področje. Vas je kaj ogrožalo? Ste imeli lepo področje, brez težav? Ni bilo kaj narobe Nismo nič Smo v bili opazili. tistem času? Na jezeru, kako se reče, ti smo Ja, jezeru, Kelsu, ki je nastal tam je 1900 1000 metrov, Ja. jezero nastalo v potresu. Pred 40 leti je bil zelo hud potres in je nastalo eno jezero dolgo, kaj pa vem, 500 metrov najmanj. 10 kilometrov. 10 Tam smo se kilometrov. po tem s čolni vozili, ne? Ja. A to se je ogreznilo verjetno Ja, nek podor je bil, področje, ne, pa ja. se je potem napolnilo z vodo. In se še prav vidi tako, da je mlado jezero. Pa si je kdo upal recimo pa zaplavati v kakšno So. tako A smo jezero? imeli tudi tako Nizozemci. pogumne. Ja, tudi naši so bili. Ni pogumni, ki so Oh, se šli to malo je hladna hladiti. voda, gotovo. Mislim, 4 stopinje. No, pa vidimo. A to je Alenka? Ne. Tule pa že To smo toplo. pa mi A že že bolj na toplo. koncu, Tule pa zadnji dan 25 na stopinj. Slanem jezeru, ki je zelo slano in noter je to zdravilno blato, se vidi, ker se domačini hodijo, se namažejo s tem črnim blatom, in potem se okopajo v tem jezeru. Ja, držite pa po konci, ne? Zato vidimo Alenko. Ni treba, da znaš Nič plavati. ni treba kaj dosti delati, te drži. In potem na koncu tega vašega treka ste imeli še čas za sprostitev ali ste kar hiteli že domov? Ja, domov. smo zadnji dan kar hiteli, nismo mogli več nič v Biškeku videti, ker smo prišli ob 9 zvečer do hostla, se hitro stuširali in ob 10:15 na letališče. Encijan vse. Ja, ne vidimo. Ja. Potem pa je bil občutek, kot da ste nekje v naših Kamniško-Savinjskih Alpah, glede svetov, a ne? Zelo lepo. Zanimivo in tudi čutno, a ne? Kdo pa je bil avtor teh fotografij takole? Te fotografije vse posnela najna kolegica Alenka Posedel. Tako imamo nekako razdeljene naloge, ne? Vsak nekaj prispeva, pa smo res ena odlična trojka. Potem recimo Alenki hvala za to, kar lahko občudujemo, a ne? Preko ekrana sedaj in tole Kirgizijo, ki je... Pa so tole planiki niso. Tole cvetenje je gotovo, cvetovi so poživitev in tudi svetloba in vse to potem da neko veselje človeku pri tej hoji. Bi vidva še šla tja na to področje in kaj bi takrat še želela na novo srečati, spoznati, Suzana? No, jaz šla bi že, ampak lani smo bili v Uzbekistanu, ne, to sosednji državi in tam smo bili tudi na trekingu, čist drugače kot tukaj, tam, ampak je bilo ogromno te arhitekturne lepote, teh muslimanskih svetišč in oblečenih v ploščice teh barv, teh smaragdnih barv in zlata. In mislim, da me je to bolj prevzelo in bi se prej odločila še za ponovno v Uzbekistan.
Jože pa mislim, da malo drugače. No, bo pa Jože povedal. Ja, jaz pa definitivno mi je bilo tu zaradi narave in hribov in tako naprej mi je bilo všeč, zelo. In bi ponovil še to takšno potovanje. Kaj bi pa vključil še kot dodatno? Kot Tadžikistan, sosedna država. Da so tudi gore visoke, Pamir, pik komunizma in tudi tako ljudje so, ta kultura njihova mi je zelo všeč, tudi taki preprosti, srčni ljudje. Tu se spomnim, recimo lani, ne vem, kje smo bili, v Samarkandu ali kje, gremo po cesti, pa se en gospod na kolesu pelje na uni strani ceste, kar daleč, nas zagleda, ustavi kolo in začne mahati nam trem, ne. Kaj je narobe, pride s kolesom čez cesto in rekel, čakajte malo, imam nekaj za vas. Pa je imel v cekarju noter ene te njihove značilne hlebčke, Ja. hlebčke pa sladkarije njihove in nam je tisto podaril. Kak pa to? Je rekel, ja, sem vesel, da vas vidim, da ste tu. Krasno, krasno. Pravijo, da kar se človek nauči v mladosti, tudi kot starec ne odloži in ne pozabi. In ne bomo rekli, da smo že starčki, vsekakor je pa mladost že nekaj desetletij za nami, a ne? In marsikaj smo lahko doživeli in bili obdarjeni, pa me Jože zanima, ob vsem tvojem tem bogatem izrazu življenja, kaj bi lahko rekel, da se te je dotaknilo kot nek tvoj najbolj izpopolnjen uspeh, dosežek? Kaj je tisto, kar te je najbolj oblikovalo v človeka v tem času, ki si ga sedaj prehodil? Absolutno ni to samo en dogodek ali pa ena stvar, to so pripleti velikih stvari, ampak na prvem mestu so pa ljudje, srečanje z ljudmi, srečavanje z ljudmi. Ne samo s tistimi, s katerimi sem nekako fizično bil ali pa prisoten, jih poznal, se z njimi pogovarjal, tudi enih, ko nisem poznal, enih, ko so bili 100 let pred mano ali pa 200 let pred mano, ali pa eni ljudje, katerih mi je recimo oče veliko pripovedoval ali pa kdo drug. Imam tak občutek, da so z mano, čeprav nismo bili v kontaktu nikoli. Ali pa ljudje, ko so šli, pač umrli, ki jih ni več tu, imam skozi tak občutek, da so še zmeraj tle. Da je to, mislim, kaj pa vem, mogoče je to moje tudi ogrodje vsega, koliko razmišljam, kaj delam in tako naprej. Ja, sicer bi ne bil pesnik, po moje, Ja, če ne bi zmogel tako čutiti, izražati. In tale pesniška zbirka, ki jo imamo tule na mizi, ne, tukaj tam onkraj je šla leta 2010. Kako je prišlo do izdaje te zbirke, ker vem, da je zelo lep izdelek tvojega ustvarjanja to. Ja, hvala. Ravno prej sem govoril, ne, da je povezan, te največje moje stvari so povezane z ljudmi in mislim, to so kar dolga leta nazaj, že sem v Planinskem vestniku objavil 2-3 pesnice, pa na 2 članka je Tone Škarja, moj vodja na odpravi Monte Everest, prvi jugoslovanski. So bile te stvari zelo všeč, potem pa po dolgih letih, mogoče celo 30 let, je bilo vmes, smo se videli, ne vem kdaj, pa kje. V glavnem je rekel, daj, prosim te, napiši kaj, ne. Jaz po tistem času sem nekaj pisal, ampak ne bi nikoli izdal, če ne bi Tone takrat me, pa ti tudi, ne.
spodbujala in pomagala tehnično in tako naprej. Tako da sem zelo vesel, da je knjigica tule. Ja, in takole bom rekla poklon zate, Jože, je tule v tej knjigi na roko napisano Tonetovo posvetilo, a ne? Od takrat 28. maja 2010, takole lahko naši gledalci to vidijo. Jaz bom pa kar prebrala, kako se je Tone takrat počutil ob tej tvoji zbirki. Takole je zapisal: hodiš skozi življenje, plezaš na gore, boriš se s strmino, vetrovi in mrazom, v roki nosiš meč, v srcu pesem. Prodiraš skozi življenje, si ga podrejaš, potem srečaš prostorček za kratek počitek, poiščete roka poboža gube utrujenosti, sprosti napetost bitk. A ni mogoče ustaviti časa, ni mogoče obstati in ostati. Zdaj življenje teče naprej in to čutiš, kot bi se sam pomikal nazaj. Vse se izenačuje, vse se vrača na začetek. S seboj odnašaš le dih srca, spomin na objem, stopaš po svoji sledi na njen začetek in razvozlavaš prezrte skrivnosti. In ta skrivnost, Jože, si tudi ti, vsekakor. Mi pa seveda, takole bomo nekako že počasi morali zaključiti tole naše potepanje po Kirgiziji, v katero smo lahko vključili vse lepe, polne izraze vseh, ki ste potovali. In Suzana, kaj bi na koncu takole izrekla našim gledalcem kot občutek, priporočilo mogoče za takšno pot in kaj je tebi to pomenilo, kar si doživela? Ja, zagotovo je to neka obogatitev tudi mojega življenja in res sem tudi jaz zelo presunjena nad ljudmi v tem delu Osrednje Azije. Nisem tega pričakovala, res ne. Ta prijaznost, odprtost, odkritosrčnost in to je mogoče v tem našem času zdaj, ko se tako postajamo vse bolj odtujeni drug od drugega, da bi povabila, vzemite si pogum in gremo na pot. In ta del sveta je res še tako neokrnjen in vse to, kar sem naštela, ne verjamem, da bi koga pustil hladnega. No. Kaj pa naj ljudje s sabo vzamejo na to pot, ne v materialnem smislu? V bistvu samo dobro voljo in odprtost. Mislim, da drugega. Tudi jezik ni problem, ne? Na smehi vse povejo. In brez posebnih težav in pa naporov v takem smislu, a ne, se vas je dotaknila tale Kirgizija in tudi seveda ta vaša navdušenost vseh udeležencev je gotovo potem delovala še širše. Ste že kje predstavili to potovanje, da še komu bolj približate, ali smo mi tisti prvi, ki smo vas povabili in sedaj si lahko delimo skupaj z našimi gledalci in gledalkami to vašo pot? To je zdaj prvič, ne? Ja, je tako. In še bo kje, gotovo. Ja, nekaj načrtujemo tudi kako razstavo fotografij, ker smo imeli enega odličnega fotografa tudi v svoji skupini. Tako da mislim, da bomo še kje kaj se predstavili. Ja, takole le z medsebojno naklonjenostjo si lahko bogatimo to naše kratko življenje. Zato obema iskrena hvala za obisk, za druženje, za vse povedano. Seveda iz srca vama želim še veliko lepih poti, predvsem zdravih, obogatenih, s tistim izrazom, ki so vama najbolj pri srcu in z tisto energijo ljubezni, ki si jo lahko takole najbolj med seboj podajamo kot res eno veliko spoštovanje. Veliko vzponov še, Jože. Hvala. Suzana, veliko lepih izrazov in obogatitve tega sveta.
Hvala lepa. In In upam, hvala da za se- povabilo tudi. No. Da se še kdaj srečamo. Hvala. Ja, vam, dragi gledalci, cenjene gledalke, pa tudi hvala za vašo pozornost in hodite po vseh poteh z odprtim srcem, z veseljem na obrazu, predvsem pa s tisto ljubeznijo do življenja, ki je tako enkratno in neponovljivo. Vse povsod se imejte dobro in nasvidenje.